Lep dober dan, pozdravljeni vsi skupaj. Ponovno dobrodošli v mojem video komentarju na svetu. Že zdaj vas vabim, da spodaj pustite svoj komentar, da predebatiramo o trenutni temi, o današnji temi, o kateri bom govoril. Zakaj je pomemben vpis nepremičnine v zemljiško knjigo? Kot že samo ime pomeni, se pravi, vpis nepremičnine v zemljiško knjigo ima nek namen. Torej, namen vpisati se v neko bazo podatkov, ki je rečemo v tem primeru zemljiška knjiga, in s tem izkazati svojo lastninsko pravico oziroma lastnino na določeni nepremičnini. Marsikdo, mogoče izmed vas ali pa od kupcev oziroma prodajalcev, tisti, ki kupujejo ali pa se srečajo s posli z nepremičninami ali pa so lastniki neke nepremičnine, se še vedno recimo niso vpisali v zemljiško knjigo. Vsak mi reče, ali pa marsikdo mi reče, ja, saj imam original pogodbo doma, imam verigo pogodb, jaz sem lastnik. Ni čisto tako, ne. Se pravi, zakon pravi natančno, da je za končno dosego lastninske pravice, da probam čim bolj enostavno povedati, torej, da nekdo dejansko postane lastnik nepremičnine, nujen vpis nepremičnine, torej lastninske pravice na vaše ime v zemljiško knjigo. Torej, če imate doma original pogodbo, še ne pomeni uradno po zakonu, da ste lastniki. Po pogodbi seveda ste, vi ste kupili, imate overjeno pogodbo, imate dejansko pravni posel izkazan, ampak v naravi to lahko dejansko pomeni, da nekdo, ker vi niste vpisani v zemljiški knjigi, to nepremičnino teoretično lahko mogoče proda še drugemu. Recimo, da možnosti ni veliko, so pa, da se to zgodi, in najmanj, kar boste imeli težave, če se ne boste vpisali v zemljiško knjigo in da do tega pride, boste morali dokazovati svojo lastnino na sodišču, torej, da ste vi dejansko to kupili prej, da ste pač imate pogodbo in tako naprej in tako naprej. Torej, en kup nekih komplikacij, zato ker se niste vpisali v zemljiško knjigo. Torej, pogoj, da postanete lastnik, je, da se vpišete v zemljiško knjigo. Torej, vpis v zemljiško knjigo, ko ste vpisani v zemljiško knjigo, je dejanski pokazatelj in dejansko dokazilo tega, da ste vi postali lastnik, lastnica nepremičnine. Torej, ne imeti pogodbe doma, dajte se vpisati v zemljiško knjigo, ne jih imeti pod polštrom, vpišite se in postanite dejanski lastnik. To je na kratko o tem. Zanima me vaše mnenje, ste se vpisali, se niste vpisali, v glavnem, dajmo kaj komentirati spodaj, v glavnem, vpišite se v zemljiško knjigo, ne imeti pogodbe doma pod polštrom, saj jo boste dobili nazaj, ko boste vpisani v zemljiško knjigo, ampak pogoj, da ste lastnik, uraden nepremičnine, je, da se vpišete v zemljiško knjigo. Toliko na kratko, lepo se imejte, adijo, nasvidenje.